Dober dan vsem, hvala, ker ste prišli. V NSi menimo, da je na dan predstavitve kandidatke za ministrico za zdravje v državnem zboru primerno povedati stališča ob tem, kar o njej že vemo oziroma kar je v javnosti napovedovala. Najprej naj rečem, da ocenjujemo, da na področju zdravstva ta vlada izgublja ambicije. Očitno je z odhodom ministra Loredana padla tudi ambicija spremeniti razmere v zdravstvu in se resnično lotiti najprej akutnih problemov, torej dostopnosti čakalnih vrst in na drugi strani sistemsko spremeniti in modernizirati zdravstvo tako, da bo lahko tudi v zaostrenih, če hočete, demografskih in siceršnjih razmerah odgovarjalo na potrebe Slovencev in Slovenk. Lahko rečem, da kandidatka seveda je na nek način nepopisan list papirja, če ravno od nje še nismo slišali tistega, kar bi v Novi Sloveniji poudarili, da zdravstvo in Slovenke in Slovenci potrebujejo na področju zdravstva, bomo pozorno prisluhnili in seveda aktivno sodelovali tudi na današnji predstavitvi kandidatke. Kar pa je do zdaj izpostavila kot njene prioritete, pa nam ne daje upanja in zadovoljstva, da bi lahko v tem mandatu zdravstvo naredili bolj dostopno, bolje organizirano in zadovoljivo za vse, ki v zdravstvu delajo. To pomeni ne samo zdravnike, tudi zdravstveno osebje in vse ostale, ter za uporabnike, torej paciente v zdravstvu. Zdravje je izjemno pomembna vrednota. Lahko rečemo, da na vseh anketah javnega mnenja že desetletja pri Slovencih in Slovenkah zdravje zaseda prvo mesto. In tudi Robert Golob osebno ter njegova vlada je zdravje omenjala kot prvo prioriteto tega mandata. Reformo zdravstvenega sistema pa so izpostavljali kot ključno reformo tega mandata in svojo nalogo. Kot sem malo prej omenil, očitno z odhodom ministra Loredana, ko je vodenje resorja prevzel Robert Golob začasno, so se že odpovedali tej ambiciji, torej on osebno je napovedal, da zdravstvene reforme ne bo, ampak da bodo manjše spremembe znotraj sistema. In zdaj imamo oči oprte v kandidatko za ministrico za zdravje. Reforme nismo dočakali, sam trdim, da je tudi v tem mandatu ne bomo. Smo v drugem letu mandata, glede na časovnice in načrte vam lahko povem, da glede na politične izkušnje bo izjemno težko pripeljati do kakšnih sprememb v zdravstvenem sistemu, korenitih, ki bi pomenile rešitev za naše zdravstvo. Ob tem gledamo še eno, lahko rečemo, ironično situacijo, ko koalicija sama ustavlja in daje z dnevnega reda recimo prvi zakon te neizvedene reforme o digitalizaciji zdravstva. Morda še enkrat omenim naš paket rešitev NSi za vsem dostopno javno zdravstvo, kajti mi smo močni zagovorniki vsem dostopnega javnega zdravstva. Ta paket smo pripravili ravno zato, da bi dali signal ne samo vladi, ampak vsej Sloveniji, da smo pripravljeni sooblikovati rešitve za vzdržen, trajnostni, dostopen javni zdravstveni sistem. Predebatirali smo te rešitve in te predloge s številnimi organizacijami, ključnimi organizacijami v zdravstvu in veliko se jih je strinjalo z vsaj delom naših predlogov, nekaj pa celo z vsemi, ki smo jih navedli. Trdimo, da je eden od osrednjih problemov našega zdravstvenega sistema nedostopnost zdravstvenega sistema. COVID seveda ni pomagal, COVID obdobje je v bistvu zdravstveni sistem še bolj prizadelo,
zaradi vseh posledic preobremenjenosti, birokracije, slabega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, morda tudi prenizkih plač in slabih pogojev dela, ljudje odhajajo. Znani ekonomisti, ki obvladajo ekonomiko zdravstvenega sistema, pravijo, da so sedanje razmere, lahko rečem, odprta vrata za tržensko preusmeritev javnega zdravstvenega sistema. To ni dobro, to je nepregledno, konec koncev pa ne daje zagotovila, da bomo vsi, ko bomo potrebovali zdravnika, do teh storitev prišli hitro, brez doplačila in dobili najkvalitetnejšo možno storitev. To pa je naš cilj. Ta nedostopnost se kaže seveda v statističnih podatkih. Poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o čakalnih dobah govorijo sama zase. Torej, na dan 1. junij 2023 je nad dopustno dobo čakalo skupaj 141.000 pacientov. 1.8.2023, torej 2 meseca kasneje, to je zadnji najbolj svež podatek, pa 145.500 pacientov. To pomeni, ne soočamo se s tem in ne rešujemo nedostopnosti, ampak obratno, nedostopnost se povečuje, kar kaže, da lahko rečemo ukrepi sedanje vlade, sedanje koalicije niso uspešni ali pa jih sploh ni. No, se trdimo bolj to drugo. Vlada se ukvarja sama s sabo, bili smo v prostem teku, 3 mesece brez ministra, zdaj kandidatka bo imela izjemno težko nalogo, da se s tem sooči. NSI menimo, da se s tem lahko soočimo interventno z angažmajem vseh razpoložljivih kadrov, vseh razpoložljivih zdravstvenih izvajalcev v sistemu. To pomeni, vključiti je potrebno vse in ZZZS naj interventno plača čisto vse storitve, ki bojo potem opravljene, zato da rešimo vse te, ki nedopustno dolgo čakajo na preglede, posege, storitve. Zato smo tudi že pred poletjem vložili predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa ravno to. Kajti za čakajoče na dopustno dobo, ki grejo po storitev ali poseg v tujino, že sedaj ZZZS to plača in mi želimo samo ta primer, to prakso omogočiti tudi vsem, ki v Sloveniji poiščejo takšno storitev. Torej, ZZZS naj plača vsako storitev, ki bo opravljena, ne glede na to, kateri zdravstveni izvajalec jo izvede. Ali je to javni zdravstveni zavod, ali je to koncesionar, ali je to zasebnik, ki dela popolnoma zasebno izven javne mreže. Danes bomo tudi o tem in o ostalih njenih prioritetah povprašali kandidatko za ministrico. Upamo, da bomo dobili celovite odgovore. Mi bomo poudarili 3 ključne spremembe, ki jih slovensko zdravstvo za večjo dostopnost potrebuje. Sicer prvič, to, da se angažira vse resurse, to je interventni poseg z našo novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Drugič, da se reši slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. Naš predlog je, smo ga že nekajkrat javno predstavili, danes ga bomo tudi kandidatki za ministrico, jo bomo povprašali, kaj meni o tem, in sicer, da gremo v pilotni projekt, preizkus, da se izbere 1, 2, morda 3 javni zdravstveni zavodi in se jih poskusno v nekem določenem omejenem času upravlja po načelu neprofitne gospodarske družbe. Ne po načelu javnega zavoda, tako kot je zdaj, nepregledno, neučinkovito, ni možnosti nadzora in spremljanja, lahko rečemo, finančnih tokov. Direktorji javnih zdravstvenih zavodov so velikokrat brez moči,
tudi glede razporejanja in izkoristka svojih kadrovskih virov. Torej, gremo v pilotni projekt, to je naš predlog, organizirajmo en ali morda neko omejeno dogovorjeno število zdravstvenih zavodov po načelu neprofitne gospodarske družbe in poskušajmo spremljati, ali se lahko na tak način pristopi k upravljanju našega zdravstva. Večja dostopnost, večja učinkovitost in izkoriščenost vseh kadrov pa je cilj. In tretja točka je ureditev financiranja zdravstvenih storitev. Torej, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je trenutno monopolni plačnik storitev. Njegova največja napaka je tudi slabo upravljanje, tudi ZZZS je organiziran kot zavod, ima skupščino, ki je popolnoma neoperativna, 48 članov skupščine, bo zelo težko učinkovito razporejalo in upravljalo z velikimi, visokimi sredstvi, ki so na voljo v slovenskem zdravstvu. In tu predlagamo, da se ZZZS reorganizira navznoter, z manjšo upravljavsko strukturo, bolj učinkovito, večja sledljivost bo, večja operativnost in drugo, da se preneha s tem planskim načrtovanjem slovenskega zdravstva. Da ZZZS predpiše javnim zavodom ali koncesionarjem, koliko katerih storitev lahko opravijo. Če so pridni, na nek način so kaznovani, ker grejo čez plan in se morajo potem z ZZZS-em lahko rečem pregovarjati ali na arbitraži, potem iskati denar za te storitve, ki so jih opravili. Zaključim s poudarkom, ki se tiče duševnega zdravja, kajti danes je dan duševnega zdravja. Posebej v Novi Sloveniji zaskrbljeno gledamo na področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Situacija je že kar nekaj let alarmantna. COVID epidemija je stvari zelo poslabšala. Ogromno otrok in mladostnikov je v stiskah, so osamljeni, tudi nasilje v družinah se je povečalo in lahko rečemo, naša družba kot številne razvite družbe že srečuje posledice prekomerne ali pa bomo rekli neregulirane uporabe različnih ekranov, družabnih omrežij. Posledice so na področju duševnega zdravja mladih in otrok katastrofalne. Naš sistem duševnega zdravja in pomoči tem, ki to potrebujejo, pa je slab. Otroci in mladostniki ne pridejo do pomoči in na nek način je bil obljubljen nov zakon o duševnem zdravju. Do današnjega dne je vlada rekla, da bo ta zakon predstavila in ga ni. In to je še ena posledica ukvarjanja samih sabo te vlade, namesto da bi se ukvarjali s tem, kar je resnična potreba na terenu. Pričakujemo v Novi Sloveniji, da bo ta zakon v najkrajšem možnem času predstavljen, da bomo lahko tudi vsi skupaj prispevali k temu, da se stiske otrok in mladostnikov čim prej naglasijo in se jim pomagajo reševati, da se jih podpre v tej njihovi situaciji. Hvala lepa, zdaj sem pa na voljo za vprašanje. Ja, torej ne boste priprli kandidatke za ministrico za zdravje in koliko je pa nenavadno, da že vnaprej niste počakali. Druga opozicijska stranka se je elegantno zobila, da bo počakala na hearing. Sam eksplicitno tega nisem rekel, ampak komentiral sem odsotnost ambicije na področju zdravstva. In tudi ne vidite pri kandidatki, ki sem danes predstavili? Torej, Nova Slovenija ima ključne točke, oziroma se zaveda ključnih točk, ki jih naše zdravstvo in pacienti, bolniki pravzaprav potrebujejo. To je velika nedostopnost, ki jo je treba takoj naglasiti, slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, kjer je treba močno poseči, da ne bojo kadri odhajali in v zasebno sfero nepregledno in v, lahko rečem, zdravstveni kader v druge branže. Vsi vemo, da srednje medicinske sestre zaradi preobremenjenosti, podplačanosti grejo delati v trgovske centre, v trgovine.
in pa reforma in predrugačenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot edinega oziroma monopolnega financerja zdravstvenih storitev v Sloveniji. Kandidatka za ministrico, njen predhodnik, predsednik vlade, nista kazala ambicije v dosedanjih javnih nastopih, da bi se teh težav lotila, vsaj ne na tak način, da bi mi presodili, da je to učinkovit način. Zato niti ne morem dati bianko podpore. Lahko pa rečem, da gotovo zaenkrat ne čutimo teh prioritet. Gotovo je pa ta vlada tudi kot celota Slovenijo popeljala v drugo smer, kot si jo predstavlja NSI. Ta vlada sprejema veliko škodljivih predpisov in odločitev. Lahko rečem samo fronto z kmetijstvom, z varno hrano. Tukaj je spet zaradi boja med strujami znotraj vlade, znotraj koalicije na slabšem slovenski potrošnik. Videli smo, da je šla cela afera s pesticidi mimo Uprave za varno hrano. Še dobro, da je naša predsednica odbora za kmetijstvo, dr. Sačadonič Špelič, opozorila na to zadevo in vztrajala pri razrešitvi. Gre za, torej ta vlada je odprla tudi napad na kmetijsko-gozdarsko zbornico, če omenim samo nekaj teh napačnih odločitev. Tako da konec koncev Nova Slovenija kot opozicijska stranka in stranka z jasnim programom niti ne more podpirati kandidatov te vlade.